Operni pevec iz Zagorja ob Savi, Latko Korošec, bi 3. avgusta praznoval 100 let. O njem smo se pogovarjali s predsednikom fundacije Latko Korošec Janezom Lipcem, ki je nekaj besed namenil tudi delovanju fundacije in aktualnem stanju kulture. O Latku Korošcu sem veliko slišal. Ko sem 79. leta prišel v Zagorje, sva bila praktično soseda, par hiš narazen. Takrat sem bil tudi od 99. leta izvršnik v Zagorju, predsednik izvršnega sveta in vedel sem, da ima Latko 70 let. In z Blanko Šmid sva mu prišla čestitati. In kot je dejal, sem bil prvi občinski mož, ki mu je prišel čestitati obletnico. In takrat sva se začela kar, če rečemo, precej toplo spoznavati, videvati. In Latko Korošec se mi je odkril v neki novi luči človeka, odprtega pripadnika Zagorje, ljubitelja Slovenije, dežele in pa predvsem ljudi. Človeka, ki je spoštoval rudarje, spoštoval ljudi, ki delajo, in bil je, če lahko rečemo, ponosen Zagorjan in Slovenec. Mislim, da ga vsi poznamo bistveno premalo. Predvsem ga poznamo premalo zaradi tega, ker je bil rojen v Zagorju ob Savi, v družini, ki je spoštovala kulturo. Njegov oče je bil, danes so pomembni, to se pravi vodja pihalnega orkestra, igral je več inštrumentov in Latko Korošec je bil že s 3 leti oblečen v rudarsko uniformo in igral na mali boben. Nažalost je njegov oče s 4 leti umrl, Latko pa je z 10 leti že odšel iz Zagorja, se pravi v Ljubljano, v takratno Realko, za katero je naredil sprejemne izpite, ampak vedno se je vračal nazaj v Zagorje, ali sam ali kasneje z družino. In zgradil je tudi svoj dom, ki ga je zelo cenil, in tam je preživel, če lahko rečemo, po 2 meseca v letu in se družil s prijatelji, obiskoval sosednje vasi, kajti rad se je družil z ljudmi. Njegovi odri so opisani v knjigi, ki smo jo izdali leta 2015, in to se je avtor izredno potrudil, praktično preveril je cel svet, kajti Latko Korošec je nastopal na vseh kontinentih, razen na Antarktiki in Avstraliji, kajti Avstralija v tistem času še ni bila tako razvita kot danes in tja ga niso povabili. Drugače je nastopal po vseh odrih, zaslovel pa je leta 1957 z Don Kihotom v Parizu, kamor je bila povabljena kompletna beograjska opera, in Latko je odpel svojega Sanča Pansa. In to je znamenita vloga, znameniti začetek. Na osnovi tega je imel stalna vabila v cel svet. Je pa vprašanje, to pa v njegovi knjigi, ki bo ponatis nastal sedaj po rojstnem dnevu Latka Korošca in bo na razpolago Slovencem in Zasavcem še posebno. V tej knjigi je pa zapisal, ki je bila izdana 73. leta, vse podrobnosti življenja, nastopa na odrih, trem, kako se je pripravljal, kje je vse bil, in to je, če rečemo, neki izziv za Zasavje, tudi današnja oddaja, za katero se zahvaljujem, da spregledamo ponovno, to se pravi po 100 letih, kaj in kdo je bil Latko Korošec. On je bil zelo družaben človek in moramo računati tako, da je on vsako leto prišel na občni zbor,
rudarskega pevskega zbora Loški glas, katerega je bil tudi član. To se pravi, on se je vsako leto udeležil, hodil je z Loškim glasom. Kako bi vštel družabnost, kako to, lahko približno povem to, da je imel on več kot 2700, malo manj kot 2800 nastopov uradnih, to se pravi zaznamovanih, ki so vpisani povsod po svetu, to se pravi, to je vse v tisti, če lahko rečemo, srednji knjigi zapisano, evidentirano in njega so imeli radi vsi. Seveda je bilo pa, lahko rečem, pojem, da prideš k nekomu velikemu opernemu pevcu, da se mu upaš približati, ampak ko je bil on v Zasavju, so je prisot približal. Jaz v teh letih, ko sem v fundaciji, se veliko generacij po celi Sloveniji spominja, kako je Latko pel v osnovnih šolah, kako jim je predstavil svet, kako jim je predstavil petje, kako jim je predstavil recimo delo opernega pevca. On je bil poznan po tem, da je imel v ljubljanski operi vajo vsak dan ob 8 zjutraj. In on je rekel tako: Janez, tudi če smo lumpali do 3, jaz sem bil ob 8 uri za klavirjem. In to je potrdila tudi njegova korepetitorka, ki ga je spremljala dolga leta. On je bil izredno spoštovan, kar se tiče etike, kar se tiče priprave ali jezikov. On je pel v več jezikih in se je strokovno tudi profesionalno pripravil za vsak nastop. Zato so ga tudi brez straha vabili, vključevali v vse operne ansamble, čeprav je imel pa recimo takšne direktne zadržke. Prvi nastop Don Kihota, ko so ga povabili v Beograd, je rekel, da pač ne bo pel, ker je njihova scena drugačna, ker mu ne dajo nositi lasulje, ker ga ne spustijo maskiranje. Ampak pozneje se je vse uredilo, ampak bil je pa, lahko rečemo, profesionalen človek. Fundacija je nastala zaradi 2 stvari. Meni je družina nekje že po smrti leta 96, 95 je Latko Korošec umrl, ponudila vse zapuščino, ki jo je imel v hiši v Zagorju. To se pravi vse, kar je tam, ampak v tistem času občina to ni sprejela z odgovorom pisnim, da nimajo tega kam odložiti. In po nekje leta 2007 je Rudi Medved, takratni direktor kulturnega centra Delavski dom, dal na razpolago sobo v Weinbergerjevi hiši in takrat sem jaz začel ponovno aktivnost z družino Ratko Korošca, nažalost pokojnim sinom in njegovo hčerko. In nastal je dogovor, da vso filmsko gradivo je šel v gledališki muzej in je danes vse presneto na modernih tehnikah. Vse, kar je bilo ostalega, to se pravi ta spomenik, kip, ki je pred Weinbergerjevo hišo, vse slike in vsa, kar je bila ostala zapuščina, smo pa dobili. In zaradi tega smo ustanovili fundacijo, pač, da začnemo ohranjati neki stalni spomin in kontakt. Načrti so bili najprej že lansko leto veliki, z operno pevko, poznano mlado, ki je, lahko rečemo, saj evropskega slovesa, saj je bila najboljša mlada umetnica Nemčije pred sedaj 2 leti. Nastopa že tudi po vseh odrih. Smo želeli Latka Korošca dvigniti na malo višji nivo, to se pravi tam, kjer si po njenih zasluži, to se pravi to mesto, po njeni oceni še kar najboljšega opernega pevca, lahko rečeva ex-Jugoslavije ali pa Slovenije do sedaj, saj po teh nastopih, potem kje je bil, kje je nastopal. Morda smo imeli srečo, da občina te ponudbe v tej obliki ni sprejela, ampak mi smo nekje vsi skupaj, to se pravi fundacija, njegov rudarski pevski zbor Loški glas in pa mešani pevski zbor Latko Korošec, smo nekje pripravili program, tako da bi bila 3. avgusta malo večja, ne velika prireditev, ampak predstavitev knjige.
in 23. oktobra je še kar rezerviran koncert, ki bi bil iz 2 delov. To se pravi, v prvem delu bi nastopali vsi, če lahko rečemo, odrasli pevski zbori Zagorja, in pa v drugem delu pa operna nekje del opere, ki bi sledil Latkovim željam in tisto, kar je najraje imel in najraje pel. Zdaj, tisti, ki so bili v spominski sobi, so videli Kecala iz Prodane neveste in to je bil nastop blizu 250-krat je pel to vlogo vsepovsod po svetu. To je bila njemu najljubša vloga, ker je rekel, da je zelo rad prodajal neveste. Ja, v knjigi njegovi je veliko teh zgodb napisanih. Ta druga knjiga, ki je bolj obsežna, je pa praktično, lahko rečemo, zapis strokovni njegovega dela, kar je avtor dobil iz vseh odrov sveta, ki je nastopal, kako je nastopal, s kom je nastopal. Knjiga je izredno zanimiva, upam, da bomo sedaj po domače povedano sprovocirali morda bodoče študente, kdo študira, kdo si želi spoznati, kakšna razlika dela je bila takrat in sedaj, ampak ne glede na vse, po moji oceni boste ugotovili, ne glede na to, da so se zdaj mobiteli, YouTubi, da vse vidite in slišite, je bilo najbrž treba tako prej kot sedaj zadevo zelo strokovno dokazati. In lahko rečem neko znamenitost, ki jo je odkril avtor, da Latko Korošec je postal v operi pevec iz dramskega umetnika. To se pravi, on je 2 leti nastopil na dramskem odru in ni bil naučen, to se pravi, ni bil pravi šolani, pozneje se je šolal, se je učil, ampak ni pa imel tistih vseh tonov, ki jih basist mora imeti in zaradi tega ni nastopal, ga niso mogli povabiti v Skalo in Metropolitansko opero. To se pravi, imel je, sam se je zavedal tega, in zato je vsakemu govoril mlademu, da se je treba učiti, da je treba delati, da brez tega ne gre. Jaz mislim, da bi treba, bil je vzor prej mladim in vzor bi bil lahko tudi danes. Mi se bomo potrudili, da bomo slišali čim več o njem. Vem pa, da je priporočil znanega pevca, ki danes poje v operi Ljubljana, ko ga je slišal v otroškem pevskem zboru v Šmartnem pri Litiji, ga je priporočil, prinesel mu je telefon in kam naj pokliče, kam naj gre na vajo, in tako je en mladi pevec z glasom pač postal poznani operni pevec in vodja slovenskega okteta. Tako da, če povem pa še drugo zgodbo o svojem sinu. Sinu je rekel, ko smo kupovali note za harmoniko, srečali smo se v Ljubljani in je rekel, če boš pridno vadil, ti bom čez 2 leti poslal note in bova skupaj nastopila na temle. Zadaj so bili neki sejmi, takrat v 90-ih letih, in sin me je spomnil in dejansko sta nastopala, imela sta vaje skupne, to se pravi, mlade je znal navdušiti in zelo strokovno tudi pristopiti, da jim je dal motiv, če rečemo, ali inspiracijo. Če pogledam naše kulturnike s temi pevci, s katerimi se pogovarjam, oni izredno pogrešajo vaje, pogrešajo druženja, vedo, da ne morejo nastopiti in njim je zelo težko. Ko pa gledam, če rečem, širino kulture in probleme, ki jih poslušamo vsi v tem času, je moj pogled takšen, da korona je praktično ustavila svet, spremenila ga je. Vidimo, da ga je spremenila in temu se po moji oceni bo prilagodila tudi kultura. To se pravi, kdo bo želel, ne bo šlo več po običajni poti, marsikaj bo treba spremeniti, pridrugačiti, to se pravi približati jo ljudem. In če rečem, da sem jaz malo druga generacija, kot ste vi,
To se pravi, takrat je bila kultura morda takšna, kot se bo mogla sedaj vrniti. To se pravi, v manjših skupinah, za manjša gledališča, za manj ljudi. Mogla bo se bolj približati ljudem, ne bo mogla biti tako daleč odmaknjena. In zgodovinsko, po mojem gledanju, vsi umetniki so imeli skoraj enake probleme z vsem časom. Vsi so iskali neke mentorje, vsi so iskali mecene in uspeli so tisti, če lahko rečemo, najboljši. To je sicer, se opravičujem, moj tehnični pogled, ampak najbrž ne bo veliko drugače. To se pravi, tako pri vsaki drugi stvari je treba delati in Latko se je tega zelo zavedal. To se pravi, če delaš, če si razpoznaven, te spoznajo tudi drugi in če si dober, te tudi povabijo. Besedo njegovo je zapisano na njegovem spomeniku, to se pravi, pel bom, dokler bom živel. Za kulturo je pa napisal pravzaprav za umetnost v svoji knjigi, ki jo bo, upamo, prebrali predvsem mladi, da je treba veliko delati, da je treba veliko potrpljenja in da je treba veliko navdiha in da je kulturo in umetnost potrebno spoštovati. In pol, če jo umetnik spoštuje, če tisti, ki jo spoštujejo, spoštujejo tudi ostali. Jaz mislim, da tle smo lahko ponosni, da smo Zagorjani, ker ne glede na vse je pri nas likovna kolonija 57. stekla, malo drugače, ampak jaz, ko sem bil tudi med umetniki, vam lahko povem, da so ogromno delali, da je bila pri njih ogromna inspiracija, ogromno slik, naredili so jih po 10, več kot 10, v glavnem kvalitetnih del, ki pa lahko rečem, da imajo po moji oceni tudi vtis koronavirusa. Latko Korošec je umrl 21. marca 1995 v Ljubljani. Njegov glas in nepozabni nastopi pa bodo zavedno odzvanjali v osrčju Zagorske doline.